na temo ledenih kopel in hladne terapije in to s korespondentom, ki terapijo nujno rabi. Povej nam, Beno, kam si šel ta teden? Šel sem na pogovor s strokovnjakom v Kamniško Bistrico, ker za hladne kopeli nimamo nekih, ne vem, mrzlih toplic, ali mrzlic. Mi imamo terme 3000, ne minus 3000. Dajmo si pogledati prispevek. Danes raziskujemo ledeno kopel. Kot življenja mnogih Slovencev je tudi moje življenje polno problemov. Problemov, ki bi jih lahko rešil, če bi končal faks, popravil razmerje z očetom in pojedel tisto eno zelenjavo, ki sem jo takrat kupil. Ampak namesto tega se bom danes potunkal v ledeno vodo, pa upal, da to reš vse. Zato sem danes v Kamniški Bistrici pri strokovnjaku za ledene potope in možu s popolnim imenom za svoj poklic, Emil Ledenko. To je človek, ki res dela to, kar bi mogel. Kot bi mogla Tanja Žagar žagati les, Jan Plestenjak se igrati s plastelinom in Jure Godler biti del neke godbe. Živa, Dena, Emil, me veseli. me veseli. Čau. A te moče se oblečem, ker me malo zebe? Ja, dajno, lej. Da no pol v vodi prehodo. Kaj je ledena kopel? Ledena voda je nekaj, kar lahko počnemo vsak dan. Bodi si hladen tuš ali pa recimo, če najdemo nek primeren izvir oziroma jezero, karkoli. Pa to delate vi vsak dan? Ja, jaz v bistvu tuširam se s hladno vodo vsak dan. Medtem ko... Jaz tudi. V bistvu, odkar so mi pač ukinili ogrevanje. Ok, v redu. Ampak jaz tudi, veš, jaz ne samo, da se namakam v mrzli vodi, ampak tudi pijem mrzlo kavo, jem mrzlo pico, spim v mrzli posli. Ja, to tudi vi delate? Ne, Ni za vsakega, no. pa ne, pač ja. Mora biti človek za to pač primeren. Če se namakam v ledeni vodi, a bom boljši kot moji sodelavci? Ne gre se za to, da boš boljši od kogarkoli, ampak se gre za to, da s tem, ko mi to počnemo konstantno, da postanemo najboljša verzija sebe. In jaz vedno zagovarjam ta pristop. Ki je boljša od drugih? Ne maram primerjav. A pa jim lahko vsaj rečem, da sem boljši? Ne. Okay, če bom delal hladne kopelje, ali bom postal bolj hladen do ljudi v svojem življenju? Ne, postal boš bolj topel. Škoda. Kakšne so koristi hladnih potopov? Ja, koristi v bistvu ogromno. Okrepi se imunski sistem, zmanjša se stres, zmanjša se vnetja, zmanjša se bolečine. Pa, to je vse, kar se zmanjša, ne? Ker jaz ne rabim, da bi se tam kaj zmanjšal. Ne, ti se pa zmanjša samo za hip. Aha, ok. Dobro, ker jaz ne rabim uslug tam pri zmanjšanju. Ne. Hladna voda v kombinaciji z pravilnim dihanjem zelo pospeši proces regeneracije. Ker jaz lahko rečem, kot bivši profesionalni športnik, ki sem, bom rekel, živel od tega. Ste bili športnik? Nogometaš. A so vam ledene kopeli pomagale regenerirati kakšne poškodbe, ki ste jih kot nogometaš pofejkali? Pofejkali, ja. Ne, moram reči, nažalost, da takrat ledenih kopeli nisem poznal. Je pa danes ogromno profesionalnih športnikov, ki pa redno koristijo ledene kopeli. Če grem noter, Ja. a si bom mogoče regeneriral svoj moški himen in postal spet devičnik? Mislim, da tukaj poti nazaj ni več. Ne? Ok. Dobro, ker nočem, tega res nočem več. 29 let je bilo preveč. Ne, mislim, da ne boš rabil še enkrat skozi traumatični izkušnji. Hvala Bogu. Ja, hvala Bogu. A bo ledena kopel pozdravila mojo kratkovidnost? Ne. Kaj bo moja daljno vidnost? Ne. Mojo barvno slepoto? Ne. Moja ploska stopala? Ne. Mojo alergijo na besedo ne? Ne. Sorry. Bom dobil sposobnost, da se pogovarjam s puncem? Mogoče ja. Ok. A bom vedel, kjera roka je leva, pa kjera desna? Definitivno. Ok. Kakšne spremembe pa lahko pričakujem potem? Hladna voda je tista, ki v hipu izklopi misli in te prizemlji. Definitivno si bolj v stiku s sabo. Je pa zato zelo pomembno, da se to prakticira redno. Ker če to narediš samo enkrat... Pa to je v redu tukaj biti v stiku sam s sabo? Ker jaz sem sam za zaprtimi vrati v stiku sam s sabo, pa z eno sliko Katarine Čas. Ok, dobro, jaz sem pristaš tega, da je fajn biti čim več v stiku s sabo. Jaz vsak dan sem v stiku sam s sabo. To je, pa si itak zmagal že. No, super. Ja. Ledeni potop sem mogel seveda izkusiti na lastni koži. Kaj, se kar tukaj slečem? Ja, kar tukaj. Ok, prav. Koliko je pa mrzla voda?
2 cm. Noter grem Emil, ven pridem kot Emilija. In tako sem prišel do dna. In s tem mislim dna raziskave in skoraj tudi Kamniške Bistrice. Že po minuti sem imel namreč dovolj. Dost za zdaj, za več bi mogel biti malo bolj plačen. Ali hladna kopel deluje, nisem ziher. Vem, da bom naslednjič šel namesto tega raziskovati kakšno toplo kopel, mogoče savno, ali pa bom sam ležal v posli in boste to gledali 5 minut. Tako da gremo kar nazaj v studio. Ne moram verjeti, da je uporabil besedo moški himen. V glavnem, si pol po gruntu, kako s to prakso postaneš boljši od drugih? A veš kaj, tako kot je rekel Ledenko, nočeš biti boljši od drugih, ampak za druge. Ja. In šele, ko se tega zavedaš, Si boljši od drugih. ja. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.